Pozdravljeni. Vprašanje je enostavno. Se Ferrariju splača biti tretji med konstruktorji v sezoni 2021? Marsikdo, ko je slišal današnjo tematiko, je verjetno malce debelo pogledal. Namreč ekipe v Formuli 1 si želijo biti zmeraj boljše, hitrejše in višje kot si na tisti konstruktorski lestvici, boljši si. Ampak tu moramo biti pozorni. Res, višje kot si na lestvici, boljši si, ampak v današnjem pravilniku ni tako samo po sebi umevno, da višje kot si na lestvici, bolje je zate. V mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, prebiramo članke o tem, kako je zanimiv boj med McLarenom ter Ferrarijem za tretje mesto med konstruktorji. Ampak danes se bomo začeli spraševati, ali si pri skuderiji Ferrari tega želijo, ali jim koristi biti tretji. Nad rezultati bo marsikdo izmed vas presenečen. Glavno vodilo, zakaj naj bi bil nekdo tretji, je to, da po mnenju nekaterih avtorjev bodo tako dobili več denarja. Ampak v obdobju, ko je proračun ekip Formule 1 omejen navzgor in ko ta omejitev pada sezone v sezono, mislim, da to ni pravi argument. Še posebej, če govorimo o Ferrariju, kjer niso imeli težav napolniti proračun tudi takrat, ko omejitev ni bilo. Marsikateri avtor v Formuli 1 pozablja na novost, ki je stopila v veljavo v letošnji sezoni. Padajočo lestvico, kar se tiče ur v vetrovniku. In prav tu bomo videli, da pri skuderiji Ferrari so bili izjemno nespretni. Namreč v sezoni 2020 je imela vsaka ekipa na razpolago 40 poizkusov na teden v samem vetrovniku. In v letošnji sezoni je stopila v veljavo lestvica, kjer je tisti, ki je bil najboljši, dobil najmanj časa v vetrovniku, tisti, ki je bil najslabši, pa največ. Tako skušajo pri Formuli 1 malce uravnotežiti razlike med ekipami sami. A poglejmo primer, da ne bom govoril samo v prazno. Tisti najboljši zmagovalec konstruktorskega pokala dobi 90% izhodiščne kvote. Torej, namesto 40 poizkusov v vetrovniku jih ima samo 36 na teden. Drugi dobi poizkus več. V odstotkih pomeni to 92,5%, v poizkusih pa logično 37. Ferrari je bil v sezoni 2020 na 6. mestu med konstruktorji. Torej, po lestvici so dobili celo poizkus več od tistega, kar so imeli na razpolago lani. 2,5% ali 41 poizkusov na teden. A že tu se je zalomilo, kajti v Formuli 1 so določili datum, kjer naredijo popravek na to lestvico. 30. junij. 30. junija se vzame lestvico med konstruktorji in po tistem ključu ponovno razdeli ekipe. In tu je treba poudariti nekaj. Samo pri McLarenu in Alfa Romeo Racingu so zasedli ista mesta kot lani. Začuda po veliki nagradi Štajerske je bil Mercedes na 2. mestu med konstruktorji. In tako je dobil poizkus na teden več. Red Bull ga je izgubil. Ogromno je izgubil tudi Ferrari. Namreč v tistem trenutku so bili na 4. mestu. Torej, z 41 poskusov na teden so prišli na 39.
In sedaj se bo marsikdo izmed vas vprašal, zakaj je to tako pomembno. Namreč od 30. junija naprej se počasi začnejo ekipe ukvarjati z novimi modeli. V sezoni 2021, kot sem že omenil in kot vsi dobro vemo, se bo začelo delati na novih šasijah, ki jih bomo videli v začetku prihodnjega leta. Torej, 2 poizkusa v vetrovniku na teden je precej. To še ni dovolj. Namreč v sezoni 2022 bo princip enak. Le lestvica bo bistveno manj ugodna. Prvi bo dobil le 70% tistega, kar je imel na razpolago v sezoni 2020. Torej 28 poizkusov na teden in ne 40. Drugi bo imel 75% ali 30 poizkusov, tretji bo imel 80% ali 32 poizkusov, četrti bo imel 85% ali 34 poizkusov. In sedaj se marsikomu pričenja svetlikati, na kaj merim sam. Namreč, ukolikor pri Ferrariju končajo to sezono na 4. mestu med konstruktorji, bodo imeli 2 poizkusa v vetrovniku na teden več, kot če bi bili tretji. In to v trenutku, ko se bo začel razvoj na novi generaciji bolidov, je zlata vredno. Marsikomu niso jasni ti mehanizmi, s katerimi hoče Formula 1 nekako uravnotežiti razmerje sil, ampak delujejo. Namreč, marsikdo bo tudi sedaj razumel, zakaj pri Haasu se v bistvu ne trudijo. Namreč, oni so zadnji in v tem trenutku, ko se razvijajo novi bolidi Formule 1, imajo v vetrovniku možnost uporabiti 45 poizkusov na teden. To pomeni 112,5% ali 9 poizkusov več od Red Bulla. In to pa je razlika, katera lahko v sezoni 2022 pomeni kar velik napredek za ameriško ekipo. In če to ni dovolj, da bi vas prepričalo v prebrisanost ekipe Haas, vam izdam še en podatek. Predpostavljamo lahko, da ekipa Haas bo zasedla na koncu te sezone 10. mesto. In to pomeni, da v naslednji sezoni bodo imeli še poizkus na teden več v vetrovniku, torej 46 poizkusov, kar je celih 14 poizkusov na teden več, kot jih bo imel Ferrari, če bo bil tretji. Po svoje, ta lestvica sploh ni športna. Nagrajuje tiste, ki so slabši. Ampak videli smo, kako so, na primer, pri tovarniški ekipi Mercedes izkoristili ta pravilnik. 30. junija po veliki nagradi Štajerske so bili drugi in tako so dobili majhno prednost pred Red Bullom, ki pa bo lahko odločilna. Pri Ferrariju ne vem, zakaj bi se borili za tretje mesto, če si tako nekako škodijo v prihodnost. Že tako so izgubili kar nekaj časa v vetrovniku s tem, ker so bili 30. junija četrti. A vem, mnogi avtorji nas prepričujejo v to, kako zanimiv je ta boj za tretje mesto, ampak mene spominjajo na tistega Johna Elkana, ki je nekoč dejal, da saj ni važno zmagati dirke, važno je imeti najhitrejši krog. In prav podoben je ta primer, ki ga vidimo danes tu. Biti tretji za skuderijo Ferrari ne pomeni kaj dosti. Imeti več poizkusov v vetrovniku, po mojem mnenju, pa ja. Toliko za danes. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.